Slovenija in zlasti Primorska danes praznujeta. Praznik vrnitev Primorske k matični domovini simbolizira zmago slovenskega naroda nad tujim zatiranjem, zlasti nad italijansko fašistično okupacijo. Primorci niso in ne bodo pozabili, kaj pomeni ostati zunaj domovine proti svoji volji. Občutili so neizprosno roko tujca, ki je želel nasilno izbrisati njihov narodni pečat. V obdobju med obema vojnama so ljudje z tega območja skoraj 25 let doživljali hudo italijanizacijo. Italijanski fašistični režim je ukinil vse slovenske organizacije, ustanove, zveze in združenja, ki so delovale na kulturnem, političnem, prosvetnem, šolskem, gospodarskem, športnem, socialnem in verskem področju, prisilno jim je spremenil slovenska imena. Slovenci in Slovenke, ki so bili takrat italijanski državljani, so se začeli upirati temu režimu tajno in v ilegali. Pripadniki tajnih organizacij Borba in Tiger so bili med prvimi antifašisti v Evropi in začetniki vseprimorskega protifašističnega gibanja med obema svetovnima vojnama. Dajali so zgled in pogum odločnim primorskim upornikom tudi med drugo svetovno vojno, saj so se z vsemi močmi vključili v narodno-osvobodilni boj z jasnim ciljem osvoboditi Primorsko in jo priključiti k matični domovini. Po kapitulaciji Italije leta 1943 so partizanske sile osvobodile določena območja, a končna rešitev statusa Primorske je prišla šele po vojni. Po dolgotrajnih pogajanjih je bila 15. septembra 1947 s Pariško mirovno pogodbo določena nova meja, ki je večino Primorske vrnila Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji kot njenemu delu. Žal pa vsa slovenska ozemlja niso bila priključena Sloveniji in je del Slovencev ostal v Italiji, v Kanalski dolini, Reziji, Terskih in Nadiških dolinah, v Trstu in Gorici za ledjem. Naj bo današnji dan spomin na vse pogumne ljudi, ki so se borili za slovensko ozemlje in hkrati opomnik vsem nam, da imeti državo ni samoumevno, temveč zapuščina, s katero moramo ravnati z vso skrbnostjo. Spoštovani Primorci in Primorke in vsi ostali, iskrene čestitke ob državnem prazniku.